Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Svit rešuje življenja. Svit jih rešuje že skoraj 7 let, še vedno in upajmo, da jih bo še dolgo. Program Svit je zelo pomemben. To je državni program, presejalni program odkrivanja raka debelega črevesa in danke. In čeprav vemo in neštetokrat ponavljamo, da svit rešuje življenja, je še vedno premalo ljudi, ki bi se tega zavedalo. Žal je neodzivnikov še vedno preveč. No, ampak več o tem, pa tudi o dobrobiti programa Svit, predvsem o tem, se bom pogovarjala z gostjama, ki jo gostimo v studiu. Z nami je Jožica Mavčec-Zakotnik, doktorica medicine, specialistka družinske medicine in vodja programa Svit. Pozdravljeni. Lep pozdrav. In danes gostimo tudi svetovalko klicnega centra programa Svit, to je gospa Tjaša Bajc. Pozdravljeni tudi vi. Poglejte, Svit rešuje življenja, kolikokrat smo že to rekli. Predvsem pa rešuje jih na prijazen način, kar je tudi zelo pomembno. Povabi k sodelovanju, poskrbi za vse informacije, ki jih potrebujemo. In tudi za ljudi s posebnimi potrebami. Ja, res je. V programu Svit smo seveda usmerjeni na vso ciljno populacijo, to je skoraj 600 000 ljudi, je tistih, ki je naša ciljna populacija v starosti od 50 do 74 let. Vendar med to populacijo so seveda take, ki imajo posebne potrebe. To so ljudje, ki so ali slepi ali slabše vidijo, ki so gluhi ali slabše slišijo. To so tisti, ki so gibalno ovirani ali kako drugače ovirani, se pravi, da imajo manjše sposobnosti razumevanja tudi pri sami komunikaciji oziroma takrat, ko hočejo prebrati sporočilo programa Svit. In za vse te ljudi smo pripravili prilagojena komunikacijska sredstva, se pravi, da tisti, ki ne vidijo, lahko dobijo ustrezno sporočilo, da se lahko program odzovejo oziroma imamo seveda prilagojena vsa sporočila za gluhe ali tiste, ki so naglušni. Imamo program prilagojen tudi za tiste, ki so gibalno ovirani, zato da omogočamo boljšo dostopnost in da je tudi kader oziroma sodelavci, izvajalci programa Svit, da so seznanjeni, kako s temi ljudmi postopati, komunicirati, jim omogočati, da je pravzaprav Svit dostopen tudi njim na primeren in dostopen način, ko se seveda ti potem v program Svit odzivajo. In to je pravzaprav neka posebnost in to priznavajo tudi organizacije, se pravi te, ki zastopajo ali slepe, gluhe ali gibalno ovirane, da pravzaprav noben program v Sloveniji, zdravstveni program, ni prilagojen na ta način, da bi upošteval njihove potrebe in imel pravzaprav storitve prilagojene potrebam teh ljudi s posebnimi potrebami. In to je tisto, kar želimo sporočiti, da želimo zmanjševati neenakosti v zdravju, tudi in predvsem tukaj preko programa Svit, zato da bo dostopen vsem ljudem na enak, prijazen način in da je vedno v ospredju posameznik, se pravi uporabnik, tukaj v tem primeru programa Svit, in da mu je ta naš program prijazen, da ga vodimo na ustrezen način od začetka do konca, karkoli že v programu Svit potrebuje. Dejansko pa se začne s prijaznim vabilom. Že to je morda neka posebnost. Tako je, ko nekdo dopolni 50 let, v tistem mesecu dobi svoje prvo vabilo, ki mu pošljemo. Vabljen je vsaki 2 leti, vedno na mesec rojstva, po principu parno-neparno leto. Torej tisti, ki so rojeni na parno leto, dobijo vabilo vedno na parno leto. In tisti, ki na neparno leto so rojeni, dobivajo vabilo na neparno leto. Če se na prvo vabilo ne odzovejo, torej da nam ne pošljajo izjave, ga opomnimo, torej mu pošljemo ponovno vabilo kot en opomnik čez približno 4 mesece. Potem pa ponovno že 2 leti povabimo. Če se odzove, torej da nam pošlje izjavo, dobi testni komplet. Tudi pri testnem kompletu pošljemo opomnik po 1 mesecu, če se ne odzove, torej če nam ne pošlje vzorcev, pošljemo še čez 1 mesec opomnik. Pri analizi, torej ko pravimo analizo, pošljemo izvid. V primeru pozitivnega izvida, kar pomeni, da smo zaznali kri na blatu, pošljemo
v bistvu, če se nam oseba ne odzove, pošljemo opomnik. Torej, da ga spomnimo, da smo poslali pozitiven izvid in da svetujemo kolonoskopijo. To pošljemo čez približno 2 tedna. Če se še vedno ne odzove, ga pokličemo. Če imamo na voljo telefonsko številko, pokličemo in to naredimo kar 3-krat, če se nam ne odzove. Torej, po 3 klicih potem pošljemo še opomnik osebnemu zdravniku. Vsa ta pošta, ki jo pošiljamo, je naslovljena osebno na določeno osebo, tako da je vedno naslovljena. Ljudje včasih rečejo, smo mislili, da je neka reklama, ampak če je njegovo ime gor, je to zanj in je to nekaj pomembnega. Zato svetujemo, da če pride v poštni nabiralnik karkoli od svita, naj pogledajo, kaj je notri in naj ne vržejo stran. Tukaj nam zelo pomagajo osebni zdravniki, medicinske sestre v zdravstvenih domovih, na info točkah svetovih, patronažne medicinske sestre, konec koncev tudi zobozdravniki, ko svoje pacijente malo spomnejo, mogoče tudi frizerka svoje stranke in seveda tudi soseda, mogoče, če ga opomne. Dejansko je program Svit eno timsko delo v nas vseh, da se trudimo, da bi res informacije prišle do ljudi, da vejo, da je to nekaj dobrega in tam nas imajo možnost poklicati in kaj vprašati. No, po drugi strani spet, če pogledamo po anketah sodeč, so ljudje z zdravstvenim sistemom v Sloveniji nezadovoljni. Ampak že potem, kar sta obe do zdaj povedali, je Svit dejansko drugačen. Ljudje tudi se bojijo oziroma ne marajo čakalnih dob, ne marajo pravzaprav vse te grozljive administracije, ki je, ko se hočeš kamorkoli pravzaprav prijaviti k kateremukoli specialistu. Ja, res je. V bistvu težko bi rekli, da je program Svit neprijazen oziroma težko bi se verjetno pritoževali tisti, ki vstopijo v program Svit, da imamo dolge čakalne dobe, da dolgo čakajo na izvide. Mi imamo v programu Svit točno definirano, koliko časa sme nekdo čakati recimo na izvid testiranja blata, koliko časa sme čakati na kolonoskopijo, če ima pozitiven izvid. In potem tudi nekje, če recimo odkrijejo, da smo odkrili že raka oziroma zgodnjega raka, je definirano, kako s postopki nadaljnje diagnostike pred operacijo in kdaj mora biti zagotovljeno zdravljenje tega raka v svitu odkritega. Tako da res je v ospredju uporabnik, se pravi pacient, in mi kakovost našega programa vrednotimo potem, kako dejansko tem našim zastavljenim kriterijem sledimo. In moram reči, da mislim, v 90 ali pa celo 100% se nekje držimo ali pa zasledujemo te naše cilje, da recimo ni čakalnih dob, da ni dolgega čakanja na izvid in da so ljudje niso pretirano zaskrbljeni, kaj pravzaprav se z njim dogaja. Tako da mogoče bi bil lahko program Svit nekako vzor za tudi druge programe in recimo ljudje so zadovoljni oziroma manj tarnajo nad primarnim zdravstvenim varstvom, ker imajo osebnega zdravnika, kjer se lahko obrnejo na njega, kadar hočejo, kadar ga potrebujejo. In tudi recimo program Svit je eden od takih, ki pravzaprav, če vanj ga stopijo, kar je seveda zaželjeno, potem imajo pravzaprav ga nekako za roko vodimo do konca, nekem razumnem času. No, in zdaj si poglejmo še posnetek, kaj meni o tem medicinska sestra na Svitovi kontaktni točki. Ja, program Svit je drugačen, kajti za vse ljudi po 50. letu je poskrbljeno, da se lahko odzovejo na presejalni test. To se pravi, s vprašalniki so ponujena vprašanja, ker se lahko ljudje odzovejo, potem lahko dobijo tudi testerje in prijazno nagovarjajo tudi medicinske sestre v zdravstvenih domovih. Prijazno jih nagovarjajo tudi zdravniki k odzivnosti, tudi v ambulanti medicinske sestre, na kar tudi ljudje, če se ne odzovejo na program Svit, jih nagovarjajo tudi patronažne medicinske sestre. Tako da tukaj iz te strani se mi zdi, da smo iz zdravstva zelo prijazni, kajti želimo, da se odzivnost resnično poveča in rešuje življenje program Svit.
Ja, seveda, družinski zdravniki so še kako vpeti v program Svit in tako kot smo že slišali, se pravzaprav pacienti nad tem dejansko nad stanjem oziroma nad odzivnostjo družinskih zdravnikov ne pritožujejo praviloma, so bolj pravzaprav prizadeti takrat, ko gre za specialiste. No, pa si poglejmo še posnetek, kaj meni družinska zdravnica, ki prihaja ravno tako iz Krškega. Najprej Svit je brezplačen. Za vse, ki imajo osnovno zavarovanje, Svit brezplačen, udeležba je brezplačna. Celo imamo letos že brezplačno zdravilo za čiščenje, ki je bilo prej plačljivo in je veliko enostavnejše ga uporabljati. Kar se tiče nezaupanja čakalnih vrst, načeloma pri Svitu ni čakalnih vrst posebnih. Vsi se trudijo, da čim prej pridejo ljudje na samo preiskavo, če je potrebna. Ja, zdaj smo slišali, da pravzaprav je to že obče znano, da pravzaprav v Svitu ni čakalnih dob. Pa vendarle, kako je, kadar dejansko ljudje, da se jim odkrije karkoli in ko čakajo na specialista, najprej na gastroenterologa, ne nazadnje, če se vendarle neki peščici ljudi, ki se iz tega programa jih izlušči, da zbolijo tudi za rakom, pa je potreben še kirurški poseg in potem tudi naknadno oziroma nadaljne zdravljenje. Kako je pa tu s čakalnimi dobami, dr. Zakotnikova? Ja, poglejte, tukaj mi imamo tudi definirano, da recimo nekdo, ki je pozitiven, naj ne bi čakal več kot mesec na kolonoskopijo, ki jo opravimo potem v tej mreži Svitovih kolonoskopskih centrov. Tudi tega se v glavnem držimo. Zdaj, ko smo sicer v preteklem letu vključili še ljudi, ciljno populacijo do zaključenega 74. leta starosti, je seveda sistem nekoliko bolj obremenjen, ker pride približno 50 000 ljudi dodatno v program Svit na leto, oziroma v 2 letih 100 000 ljudi, ki so toliko stari od 69, kot je bilo prej, starostna meja do zdajšnjega 74. leta. Vendar se tukaj prijazno odziva sistem, gastroenterologi, kolonoskopski centri so dali dodatne termine, delajo tudi ob sobotah, zato da bi se te čakalne dobe ne podaljšale. Ko je nekdo, se pravi, odkrita kakršnakoli patologija, se pravi, ko se odkrijejo polipi oziroma ti napredovali adenomi, ki jih je potrebno odstraniti ali v glavnem pri kolonoskopiji ali pa potem s kirurško ali pa če imamo odkritega raka, potem je tudi, se pravi, velja standard, da pride do te dodatne diagnostike, ki je potrebna pred operacijo, sigurno v roku 1 meseca in nekje v roku 1 meseca naj bi bili tudi oskrbovani, operirani. Tako da morda moja sodelavka Tjaša lahko pove, kako pravzaprav potekajo to naročanje tako na kolonoskopijo ali pa tudi na posege, da ni pač tega pretiranega čakanja, vse nekje v okviru teh standardov, kot smo si jih postavili. Ja, pravzaprav verjetno ljudje pri vas tudi dodatne informacije še iščejo, ne? Seveda. V bistvu pri ljudeh, ko že pridejo k osebnemu zdravniku, gre za neko drugačno čustveno stanje. Ni tako, kot da če imajo neko virozo, pridejo k zdravniku, ampak tukaj se odločijo za neko preiskavo, ki jo običajno ne poznajo in imajo veliko vprašanj. Morda so tudi strahovi prisotni. In ko nas pokličejo v program Svit, poskušamo zasluti, če so prisotni ti strahovi, te dileme, ti zadržki in lažje nam je, če nam ljudje povejo, če nas direktno vprašajo. Je pa tudi naša naloga, da to probamo zaslutiti in da jim pridemo nasproti, da jim razložimo, kako poteka kolonoskopija, kako poteka priprava na kolonoskopijo, ki je izredno pomembna, zato da bo potem sama preiskava potekala brez kakšnih komplikacij, konec koncev tudi, ker je priprava, kar se tiče čiščenja, zelo pomembna. Tukaj odigra sama oseba zelo veliko vlogo, da se pravilno pripravi. Tudi glede bolečin jim razložimo, kako je pri bolečinah, koliko je, v bistvu, da ni tako huda bolečina. Razložimo jim, kaj to pomeni, ko pošljajo polipe na patologijo. Razložimo jim različne izhode, kakšni rezultati so lahko. Tako da tukaj se pogovorimo, si vzamemo čas.
Pri naročanju pa smo prilagodljivi. Če imajo želje, naprimer, da želijo iti k moškemu na kolonoskopijo ali pa k ženski, pogledamo, kdaj jih dela kakšna zdravnica, pa tja naročimo takrat. Tudi pri invalidih, pri gibalno oviranih osebah tudi preverimo, če je možnost dostopa z vozičkom. Tako da zelo se prilagodimo, sodelujemo tudi s centri, kjer opravljajo kolonoskopije, tako da če imajo ljudje kakšno dodatno vprašanje, se povežemo s centri, jih nazaj pokličemo, tako da jih nekako peljemo skozi celotni postopek. No, in zdaj si poglejmo, kaj meni o tem, torej predvsem o kakovosti, eden od gastroenterologov, ki sodeluje s programom SVIT. Ta preiskava se naredijo najbolj izkušeni zdravniki, gastroenterologi, v smeri endoskopisti. Vseh skupaj nas je okrog 45 v Sloveniji, v različnih regijah. In upam si trditi, z ozirom na nadzor, ki ga izvajamo nad vsemi endoskopisti posebej, je ta preiskava enako kakovostna v Murski Soboti, v Izoli, v Ljubljani ali v kakršnemkoli drugem diagnostičnem centru. Skrbimo za stalno kakovostjo. Vsakega kolonoskopista vsakoletno preverjamo na več kot 100 parametrih, koliko je odgotovil polipov, kakšni so bili ti polipi, koliko jih je odstranil, na katerem mestu, ali so bili na desnem delu debelega črevesa ali na levem. Tako da smo s tem tudi sami gastroenterologi dobili neverjetno večjo kakovost preiskav in večjo kakovost dela. Vsi, ki opravijo kolonoskopijo, presejalno dobijo po opravljeni kolonoskopiji vprašalnik iz programa SVIT po pošti, kjer jih sprašujemo po njihovi osebni izkušnji s kolonoskopijo. In smo veseli teh rezultatov, ki jih spremljamo vsa ta leta. Večinoma zelo velika večina, so zadovoljni s kolonoskopijo in s celotnim postopkom. Pri vprašanju, če bi še enkrat šli na kolonoskopijo, velika večina jih odgovori, da bi šli. Tudi če bi svetovali svojim sorodnikom, prijateljem, prav tako jih večina odgovori, da bi priporočili. Glede bolečine, ljudje imajo običajno strah, ali bo kaj bolelo, bojo kaj čutili. Tukaj jim lahko konkretno povemo iz teh vprašalnikov, kakšni so rezultati. Sprašujemo po stopnji bolečine, tako da imamo 7 stopnj bolečine in skoraj polovica, nekje 45% jih označi, da je bila kolonoskopija brez bolečin oziroma zmerna bolečina. Tako da smo veseli teh rezultatov, smo veseli, da lahko to povemo ljudem, ko se odločajo za kolonoskopijo. Ti rezultati se pa tudi izboljšujejo. Tako da vsake 2 leti, vsak cikl, ko merimo, ugotavljamo, da se izboljšujejo rezultati. Verjetno so se kolonoskopisti že malo zverzirali, bi lahko temu tako rekli po domače. Tako da je to dobra novica. Tudi na splošno, kot pozitivna izkušnja. Mogoče bi rekla, da to ni naključje, da se v bistvu ti rezultati izboljšujejo, izkustvo ljudi s kolonoskopijo. Namreč mi imamo za gastroenterologe, ti naši nadzorni gastroenterologi, ki so pravzaprav v vodenje programa tudi vpleteni, se pravi, izvajamo stalna letna usposabljanja, izobraževanja. In najbolj izkušeni gastroenterologi pravijo, kolonoskopija ni treba, da boli, sploh naj ne boli, če seveda ni nekaj zadaj, neka druga zadeva, da ima nekdo neke hude zarastline po nekih vnetih in tako naprej. In tako se naši gastroenterologi, kot je tudi profesor Štabuc povedal, izboljšuje kakovost njihovega dela. In se pravi, kolonoskopija, kakovostna kolonoskopija, ki jo izvaja izkušen gastroenterolog, ni potrebno, da boli. Tako da seveda ciljamo za čim boljšimi rezultati, za čim več odkritimi polipi oziroma temi adenomi, čim več zgodnjimi raki, kar je tudi povezano tudi s kakovostjo dela gastroenterologov, za katero lahko rečemo, da je v programu SVIT zelo visoka, ampak tudi na rednem programu, ki ni SVIT-ov program, povejo, se pravi gastroenterologi, da se je to prenesla ta kakovost kot nek pozitiven stranski učinek programa SVIT tudi v redno izvajanje kolonoskopskih preiskav.
No, potrebno je povedati, da je program Svit namenjen zdravim ljudem. Pa poglejmo, kaj o tem meni onkologinja. Osnovni namen Svita je odkrivanje predrakavih bolezenskih stanj, to se pravi preprečevanje raka debelega črevesa in danke, in pa seveda posredno tudi odkrivanje bolezni v zgodnjem stadiju, ko je zdravljenje minimalno in prognoza odlična. Posebno zadovoljstvo zaposlenih je to, da delamo na tej strani, kjer je preventiva. Večina nas je delala prej na oddelkih, kjer so se ta obolenja zdravila. Na onkoloških oddelkih sama sem delala na abdominalnem oddelku, na abdominalni kirurgiji, kjer so se zdravila trebušna obolenja z operacijo. In je hudo, ko vidiš, ko pridajo ljudje z nenadnimi, hudimi bolečinami, tudi sredi noči, ko ne morejo več odvajati, močno boli, dejansko je rakava tvorba zaprla pot, blato, da bi šla čez. In je taka oseba takoj podnebno operirana in zdravljenje običajno takrat manj uspešno, dolgotrajno, boleče. Tudi naše izkušnje sorodnikov so pretresljive. In ko to vidimo v svojem življenju, potem z večjim žarom, z večjim veseljem delamo v programu Svit, ker vemo, da s tem programom rešujemo življenja. V bistvu, ko je že zelo zgodaj, ko se nekaj razvija, skušamo takrat nekaj najti in to odstraniti. Ja, mogoče bi tudi to poudarila res še enkrat. Program Svit je za zdrave ljudi. In zakaj je to pomembno? Ker ta rak debelega črevesa in danke se res razvija dolgo časa. Od tistih prvih majhnih sprememb, prvih malih polipov, pa do razvitega raka traja lahko 5-8 let ali celo več, z nekaterimi izjemami, ki seveda tudi hitro lahko rastejo. In zato je zelo pomembno, da takrat, ko mi nimamo nobenih težav, nobenih simptomov, nobenih znakov, da takrat izkoristimo priložnost in da s tem testom na prikrito krvavitev v blatu odkrijemo morebiti tisto, kar iščemo. Se pravi, o čem nevidno krvavitev, v črevesju se že nekaj dogaja, se pravi, a je to polip, a je to že zgodnja oblika raka, ampak takrat lahko to zajamemo. In če se testiramo vsaki 2 leti, potem je možnost, da zajamemo pač ali razvit polip ali pa zgodnji rak, tudi če ga recimo zdaj nismo, ker slučajno ni krvavel, pa ga čez 2 leti odkrijemo. Če se redno testiramo, je veliko bolje, kot če ga odkrijemo šele čez 6 let, takrat, ko bo pravzaprav že bolezen metastatska, ko bo že bolezen se razširila v druge organe, ko je pa res že težko takega raka pozdraviti. Zato program Svit je za zdrave ljudi in testiranje je potrebno opraviti vsaki 2 leti. No, in zdaj si še poglejmo izjavo hvaležne gospe, ki je bila povabljena v program Svit, ki so ji odkrili raka in ga tudi pozdravili. S programom Svit sem zelo zadovoljna. Z vsem nimam nobenih negativnih pripomb, da bi rekla nobene stvari. Še potem, po operaciji, sem se pa čutila dolžno, da se jim zahvalim. Da so mi rešili življenje. Pisala sem jim iz zdravilišča. Po operaciji sem bila potem v zdravilišču v Rogaški Slatini, no in tam sem si povzela čas in sem jim eno zahvalno lepo pismo napisala. Ja, teh zahval dobivamo veliko in smo jih zelo, zelo veseli. Voščilnice pred prazniki, zahvalna pisma, pokličejo nas, se nam zahvalijo. Imamo eno steno, ker imamo gor obešene in včasih, ko je težko, sploh v zadnjih pol leta imamo ogromno klicev zaradi lanskoletnega dviga starostne meje in je ogromno klicev in uspemo vsem dvigniti, tako da v te priložnosti bi mogoče še omenila, da če nas kdo težko dobi, naj nam piše po elektronski pošti, pusti številko telefonsko, pa ga nazaj pokličemo, tako da smo veseli in vemo, da smo na ta pravi poti in nam je to nov zagon, vse te zahvale so nam nov zagon za naprej. Poglejte, prihajajo to najbrž zelo osebne zahvale. Ja, ko pišejo, v bistvu svojo zgodbo napišejo in tukaj smo, bi rekla, da tukaj ljudje niso kot številke. To so zgodbe, ki jih poznamo in ko nas neka oseba pokliče čez nekaj mesecev, se spomnimo po imenu priimku, vemo, kaj je dala skozi, poznamo njeno pot in se zavedajo, da pri nas, da ni oseba kot številka, ampak smo res kot ena ambulanta, ki delujemo za njo.
Mogoče dr. Zakotnikova še? Ravno to bi rada povedala in te zgodbe, osebne zgodbe ljudi so tiste, ki so najbolj prepričljive, ki najbolj štejejo. Zato smo zelo, zelo veseli ljudi, ki poleg tega, da izrazijo hvaležnost neposredno klicnemu centru ali osebnemu zdravniku, da se morda odločijo, da bojo o tej svoji zgodbi spregovorili javnosti, ali preko časopisa, ali preko televizije, ali v lokalnem okolju, da grejo nekam povedati v vaški dom svojim sovaščanom. Namreč ti naši ambasadori programa Svit imajo res zelo veliko moč prepričevanja in vključevanja ljudi v program. Zato si jih želimo še več namreč. Hvala lepa obema in seveda, spoštovani gospe, dragi gospodje, program Svit je tu, dela za nas. Vendar pa vključiti se moramo sami. Pomeni, da smo na koncu spet sami odgovorni za svoje zdravje. In zares bi bilo nesmiselno zapraviti tako priložnost, ki nam je ponujena, prinešena na krožniku, na prijazen način, preko prijaznih ljudi, da bi tako priložnost zapravili samo zato, ker morda z zdravstvenim sistemom nismo zadovoljni ali pa mislimo, saj sem zdrav. Škoda bi bilo. Odzovimo se, vzemimo resno to svojo priložnost, kar bi lahko rekli, da program Svit je. Lahko noč. Franc Kavčič je naslikal Fokijonovo ženo in bogato Jonko pred letom 1801. Vse pa kaže, da slika izhaja iz njegovih rimskih študij v 80. letih 18. stoletja. Na njej je upodobil anekdoto, ko Fokijonova žena ob obisku prijateljice, bogate Jonke, in razkazovanju njenega bogatstva odgovori, da je njeno bogatstvo mož Fokijon, ki je že 20 let strateg Aten. Strateg je vojskovodja in hkrati nekakšen predsednik vlade. Podobno je organiziral tudi samo prizorišče, kjer je ženo z njenim bogatstvom postavil pred gladko steno za Fokijonovo soprogo in Fokijonom pa je prostor odprl. In pomenljiva je gesta Fokijonove žene, ki kot konica noža meri proti zaprepaščeni Jonki ob moralnem poduku.